Znanstveno monografijo, ki posega v izrazito ruralen del današnje mestne občine Nova Gorica, je osvetljen še en srednjeveški biser na Goriškem, ki prav s častitljivo obletnico ozavešča o kulturni vpetosti Goriške v bogate umetnostno-zgodovinske tokove, ki so pomembno vplivali na razvoj območja. To se je že v poznem srednjem veku začelo oblikovati v enoten kulturno-politični prostor. Prav prepišnost Goriške na stičišču številnih poti, ki so posredovali trgovske, gospodarske in kulturne stike, je vplivala na njeno dovzetnost za razvoj v enoten kulturni prostor, razdeljen šele po drugi svetovni vojni. Omenimo samo furlanske mojstre in goriške slikarje, ki so puščali sledi v srednji Sloveniji in seveda obratno, saj Goriška nikoli ni bila vase zaprt svet. Z novimi spoznanji monografija odpira nova obzorja zgodovinske goriške povezanosti in vpetosti v srednjeevropske kulturne tokove, tudi evropski prestolnici kulture naproti. Slikovita cerkvica, ki je našla zavetnika v svetem Mihaelu, po njem se je poimenovala tudi majhna vasica Šmihel nad Ozeljanom v župniji Šempas na Goriškem, ki leži sredi južnih obronkov Trnovskega gozda, planote, ki zamejuje severozahodni del Vipavske doline, se v pisnih virih prvič omenja leta 1471. Zato je bila nedavno 550-letnica njene najstarejše omembe povod, ki je sprožil dodatne raziskave, tako na polju arheologije, Vesna Merc in Mitja Pergar, arhivskih virov, Tanja Martelanc, cerkvene arhitekture, Robert Peskar. Ta je še poglobila razvojno sliko gotske arhitekture na Goriškem, kot tudi dragocenih cerkvenih poslikav gotskih fresk, Gašper Cerkovnik, ki so z nedavnimi restavratorskimi posegi Marta Bensa in drugi odkrili še nekaj neznank v samem ikonografskem programu poslikave, ki je bila sicer za tisti čas, sledeč starozavezni in novozavezni simboliki, standardna. Publikacija prinaša tudi besedilo o simboliki svetega Mihaela, Andreja Belavite, ter krajši opombi o baročnih oltarjih svetega Mihaela in svetega Blaža, Matej Klemenčič. V dodatku pa še razloži lokacijo svetega Mihaela v odnosu do Vipavske doline, Marko Pogačnik, in litopunkturni kamen kiparja Marka Pogačnika, Klavdija Figel, ki od leta 2021 varuje vas. Cerkev svetega Mihaela in njena umestitev v zgodovinski kontekst in kulturne tokove širšo sliko območja gotika barok, tako s samostojno monografijo ter poglobljeno umetnostno-zgodovinsko interpretacijo, dobiva še eno pomembno osvetlitev, ki s poznavanjem in ohranjanjem bogati tako goriški kot širši slovenski prostor, saj poroča o slikarskih rokah, ki so izšle iz bodiško-prleške skupine freskantov, ki so v 15. stoletju delovali na zahodnem slovenskem narodnostnem robu.